Dobrodošli nazaj. Bližnji vzhod je znova na robu britvice. Danes se bomo poglobili v to, kako Iran vleče niti z uporabo Hezbolaha. Ne le, da grozi Izraelu z droni, z optičnimi vlakni, o čemer bomo govorili, ampak tudi, da preusmeri pozornost od iranskih dogovorov z Združenimi državami. Ne gre le za Libanon. To je večja igra preusmerjanja in stopnjevanja napetosti. Ostanite z nami, saj se mi bo pridružil Amiad Kohn, direktor organizacije Center for Israeli Liberty, da vse to razčleniva. Amiad, lepo te je spet imeti z nami. Hvala, da ste me ponovno povabili. Torej, Amiad, želim kar takoj začeti. Gledali smo veliko naslovnic in govorili smo o tej novi vrsti vojskovanja, ki je žal pobirala naše vojake kot race na streljanju. Bil je vojak, ki se je nameraval poročiti z dekletom z moje ulice in vabila na poroko so bila pravkar natisnjena. In žal je bil ubit v napadu z dronom prejšnji teden, eden izmed mnogih. Hezbolah je res intenzivno povečal svoje napade na Izrael. In rad bi vas vprašal, ali je ena beseda, ki to opisuje, Iran, in ali nam lahko razložite, kaj se tukaj dogaja. Torej ne. Iran trenutno ne vodi bitke na terenu v Libanonu. Hezbolah poskušajo malo pomagati, ampak so zelo zapleteni in jim je zdaj težko pomagati, poskušajo rešiti lastni režim. Libanon je zelo zapleten in se ne strinjam s predpostavko. Operacija v Libanonu je zdaj zelo uspešna, tako strateško kot taktično. IDF je prevzela Južni Libanon za skoraj nič odpora strani Hezbolaha. To si 6. oktobra 2023 ni bilo mogoče predstavljati. Danes smo noter. Uničujemo infrastrukturo. Pred samo nekaj urami so prebivalcem Nabatije, mesta 100.000 prebivalci severno od reke Litani, sporočili, naj se evakuirajo. To je šiitsko osrednje mesto blizu gradu Buefor. To je strateško mesto, za katerega je IDF rekel, z Bogom, zapustite kraj, prevzeli bomo nadzor in uničili vso infrastrukturo Hezbolaha v mestu. To je strateško in to nikoli ne bi bila možnost, tudi če bi bila operacija tako uspešna. Osredotočanje na drone je tako zavajajoče v tej situaciji. To je kot da bi gledal skozi ozko cev in spregledal širšo sliko. Če ponovim, IDF je prevzela skoraj 50% južnega Libanona, južno od reke Litani in napreduje naprej. Enote IDF se še vedno premikajo počasi, sistematično. Južno od reke Litani ni prebivalstva. Deluje. Droni so taktična težava, ki jo je težko rešiti. Rusi in Ukrajinci še vedno poskušajo rešiti ta problem. To ni strateški problem. Dejstvo, da ima vojak IDF ob vseh izzivih in z bolečino, ki pride s tem, in tudi jaz sem prejšnji teden izgubil soseda, to je vojna. Izgubljaš vojake. In število vojakov, ki jih je IDF izgubil v zadnjih nekaj mesecih, je 11, medtem ko jih je Hezbolah izgubil 3000. To ni primerjava. IDF se zdaj strateško premika na jug Libanona in enkrat za vselej odpravlja globok rak, ki razjeda libanonsko državo. Oziroma Hezbolah, ki je podružnica Irana. Toda zdaj sta se lotili glave kače Amerika in Izrael. In kača, recimo telo kače, njen del, Hezbolah pa je tarča Izrael. In verjamem, da v naslednjih nekaj mesecih, morda še dlje, Hezbolah ne bo več pomembna vojaška sila v Libanonu. Morda se bo obrnil proti Libanonu. To je druga tema. In Iran je strateško oslabljen. Z geopolitičnega vidika smo danes v veliko boljšem položaju kot kadarkoli prej. Zelo cenim, kar pravite in se strinjam. To je bil izjemen uspeh. Kar pa želim storiti in kar želim razumeti to, ker je bilo veliko naslovov, ki pravijo, da gre za novo, staro vrsto vojskovanja. Kar pomeni, da so to kvadrokopteri, takšni kot jih vaš otrok dobesedno kupi v trgovini v Ameriki. DJI kvadrokopter. Na njem je ena granata, povezan pa je z optičnim kablom, ki sega do 9 km. Preden se poglobimo v tehnične podrobnosti drona in druge stvari, mislite, da je iz Irana prišlo naročilo Hezbolahu prav zdaj? Okrepite svoja prizadevanja proti Izraelu. Moramo preusmeriti pozornost sveta na vašo regijo, da njihove oči ne bodo uprte v nas. Na začetku operacije Epic Fury, Shagat Arje, je odgovor da. Izrael ni želel, da bi se Hezbolah pridružil. V trenutku, ko so se pridružili, je Izrael dal poln plin, da jih uniči. Zdaj ni več pomembno. Hezbolah se bori za svoj obstoj.
Sporočila iz Irana so nepomembna. Nimajo druge možnosti, ker IDF zdaj ne bo odnehal. Hezbolah bomo dokončno uničili. Zdaj ne morete predati 50.000 šiitskih vojakov, ali zdaj jih imajo morda 40.000 v dolini Beka, uničujemo vso njihovo infrastrukturo. Samo prejšnjo noč smo izvedli 100 letalskih napadov v dolini Beka, ki je bila desetletja glavni štab, varno območje za Hezbolah, kjer so gradili svoje sile. Pojasnite, kje je to na zemljevidu? Če vzamete libanonski zemljevid, je to kot... Malben. To je pravokotnik. To je pravokotnik. Severovzhodni del je dolina Baka, ki jo branijo gore, Šufove gore in Libanonske gore ter Hermon z juga. To je osamljeno območje brez prave fronte z Izraelom. Međi na Sirijo do neke mere. Sirija na vzhodu in na severu. Da? Geografsko je povezano z Izraelom, izraelske zračne sile tam sistematično napadajo in uničujejo infrastrukturo. Danes je v Libanonu 800.000 beguncev, šiitskih beguncev, ki so v Libanonu in povzročajo velik pritisk na šiitsko prebivalstvo, da se prilagodi, saj vidijo, da so njihove hiše uničene v južnem Libanonu. Vidijo, kako so stavbe v Dahijehu uničene. Sinoči so izraelske sile malo napadle Dahijeh. Prestrašeni so, da bi izraelska vojska napadla tako, kot je to storila na začetku. Izrael ima prvič po desetletjih prednost znotraj Libanona. Če se strateško odločimo, da končamo igro, končamo vojno in z uničenjem Libanona, z uničenjem Hezbolaha, ne Libanona, okrepimo libanonsko državo. In zato danes vodimo pogajanja z Libanonom, da bi z njimi sklenili mirovne sporazume. Saj Libanon zdaj nasprotuje Hezbolahu. Torej uničujemo Hezbolah. Rak je Hezbolah, telo pa je Libanon. Je to Libanon. Poskušamo se pogajati z njimi za mirovni dogovor in jim pomagati uničiti ta rak, ki ga imajo. Medtem pa strateško ne vidim pravega mirovnega dogovora med Izraelom in Libanonom, ker bodo, ko bomo dovolj močno udarili Hezbolah, začeli imeti državljansko vojno znotraj Libanona. To je propadla država brez denarja, brez vsega. Ljudje zapuščajo državo, kolikor je le mogoče. Hezbolah je pravkar pozval. Videl sem, da so pred 3 dnevi napovedali začetek državljanske vojne. Rekli so, da pozivajo vse šiite naj prevzamejo državo. Kaj je razlog, zakaj si zdaj prizadevajo za to? Torej vprašanje je, kakšna je alternativa. In ta alternativa je uničenje. Če bodo suniti in maroniti nadzorovali državo, bodo šiiti menili, da se jim bodo maščevali za uničenje države v zadnjih nekaj letih. Tako so v zapleteni situaciji samo zaradi Izraela in naše pripravljenosti, da se borimo v libanonski vojni. Zdaj je to dobro, tukaj je potencial, da prinesemo mir v Libanon? Sem skeptičen. Zakaj? Zdi se, da če odstranimo Hezbolah iz slike, vsaj tako, kot je predstavljeno v, rekel bi, normaliziranih zahodnih ustanovah in celo v Izraelu, je problem Libanona Hezbolah. Če Izrael odstrani Hezbolah iz slike, ali to pomeni, da ostane Libanon, ki ima rad Izrael in želi pogajanja? Torej, problem ni Hezbolah. Hezbolah je vojaška sila šiitskega prebivalstva. In 35% Libanona so šiiti. In so muslimanski džihadisti. To je kot kulturno vprašanje. Veste, prebivalstvo Gaze, problem ni Hamas, problem je prebivalstvo Gaze. 80% jih podpira ubijanje in posiljevanje dojenčkov. Torej gre seveda za judovske dojenčke, seveda. Torej, problem je, da običajno gledamo na vojaško silo, politično silo kot na sovražnika. To je napačna zahodna predpostavka. Problem je kultura, problem so določene religije, ki si po definiciji želijo uničiti svoje sovražnike. In mi smo kufa, mi smo krivoverci. Krivoverči v očeh islama. Kufa, mimogrede, Je povezano s kufar, je kufar. To je kot kofar. In notranji boj med suniti in šiiti je boj za oblast med njimi. Tako da bo na koncu prišlo do tega, imajo zgodovino državljanskih vojn znotraj Libanona. Zdaj prava zgodba v ozadju je zaradi francoskega mandata iz leta 1917, ne mandata, ampak nekaj podobnega. Sykes-Picot. Torej, po sporazumih Sykes-Picot so prevzeli nadzor in ustava, ki so jo vsilili ali nekako vsilili Libanonu, je bila od takrat naprej osnovana na plemenski demografski strukturi. Ampak danes to ni več pomembno. Šiiti imajo nesorazmerno manjšo zastopanost glede na svoje prebivalstvo.
Torej, je v Libanonu veliko težav. Nažalost, ne vidim rešitve kratkoročno. Torej, kje nas to pusti? Borimo se proti Hezbolahu in zelo dobro ste poudarili, da je Hezbolah ideološka posledica mnogih šiitskih prebivalcev Libanona. Torej, tudi če Hezbolaha ne bo več, ostane velika šiitska populacija. To bo najverjetneje povzročilo državljansko vojno med suniti, maroniti in šiiti. Kje to dolgoročno pusti Izrael? Opiši mi, kako bo to videti čez 5, 10 ali 15 let. Torej, najprej mora imeti Izrael pravo mejo, s katere se lahko brani. Od začetka vojne in celo že prej sem trdil tudi s svojimi študenti, da je reka Litani severna meja Izraela. To je ovira pred drugimi državami ali katerokoli vojaško silo severno od Izraela. Pojasnite, zakaj in kako daleč v notranjost sega. Danes je 20 km severno od izraelske meje. IDF je zdaj na njenem vzhodnem delu. Na vzhodnih delih je recimo visoka okoli 300 metrov kot dolina, ki predstavlja oviro. To je geografska ovira za vojaško invazijo. Današnja meja je geografsko nebranljiva. To je jasna meja med Izraelom in Libanonom. Zdaj, rakete dolgega dosega, mislim, da se je Izrael naučil lekcije, da ne moremo dovoliti nobeni vojaški sili, da bi predstavljala kakršnokoli vojaško grožnjo Izraelu. Še posebej ne z raketami dolgega dosega, ki, upam, ne bodo zgrajene v naslednjih nekaj letih. Prava grožnja, mimogrede, to je nekaj, kar ljudje ignorirajo, je Sirija. Sirija in Turčija. Tako da, ko bo Iran propadel, kar se že dogaja finančno, se njihova prevlada na Bližnjem vzhodu slabi. To odpira vrata alternativnim silam, da se dvignejo. Turčija se zdaj vzpenja kot močna antisemitska sila. Država, spet religija, muslimanska bratovščina, ki je sovražnik številka 1. In če malo premislite, se bo vojna med Rusijo in Ukrajino na nek način sčasoma končala. Ampak kar se je zgodilo je, da imata Rusija in Ukrajina ogromno vojaško industrijo, ki bo morala svoje izdelke prodajati nekaterim ljudem. In si predstavljajte sirsko vojsko zgrajeno z rusko vojaško industrijo, ki jo je kupila Turčija in jo nadzoruje Turčija na severni meji Izraela. Tako boste na izraelski severni meji našli zelo čudne stvari, ki se dogajajo. Na dolgi rok v Izraelu potrebujemo močno, veliko vojsko, ki je sposobna braniti in manevrirati s kopenskimi silami, seveda z zelo naprednimi obveščevalnimi zmogljivostmi in zračno silo. Ampak potrebujemo teren, ki nas varuje. Zato imamo goro Hermon, zato potrebujemo reko Litani, zato imamo varnostno območje znotraj Sirije. Ne moramo tolerirati meje, ki ni geografsko, ni v prednosti pred našimi sovražniki. Zdaj želim govoriti o prisotnosti na terenu. Vi ste preživeli več časa v Libanonu. Tudi s svojim strateškim razumevanjem, poslušali smo vaša predavanja o Libanonu, ki sem se jih udeležil od 7. oktobra naprej in že prej, in so bila po mojem mnenju v mnogih pogledih res napovedna. Vi ste bili prva oseba, ki sem jo slišal reči, da bi morala Izrael premakniti severno mejo do reke Litani. In zdaj se zdi, da je to sprejeto vsaj de facto, tudi če ne de jure, tudi če tega ne bomo uradno razglasili, da mora biti meja res tam. Bil ste na terenu, poznate pokrajino, bil sem tam z vami na Hermonu. Izrael je uničil 90% Hezbolahovega orožja dolgega dosega. In hvala Bogu, da se niso uresničili scenariji, kjer bi stavbe po vsem Tel Avivu padale. Zdi se šokantno, da so se zdaj vrnili nazaj. In razumem, da številke niso kolosalne, vendar so se zdaj vrnili k majhni napravi z optičnim kablom, ki se zdi neustavljiva. Ali lahko razložite, kako to deluje in zakaj je to učinkovito v Libanonu? In potem želim razumeti, kaj se dela, da bi to ustavili, ker zgodbe pravijo, da izraelski vojaki prosijo libanonske ribiče za ribiške mreže, da bi jih poskušali ustaviti. Ja, torej si predstavljate, da preidete iz mečev in puščic na puške. Puščico lahko izstrelite z 10, 15, 30 metrov, če imate dolg doseg, pa do 150 metrov. Odlično. Puška danes doseže 500-900 metrov. Ostrostrelci lahko zadenejo še dlje. To je taktična razlika, ki preoblikuje bojišče, vendar ni strateška grožnja. Z droni ne moreš uspeti v kopenskem manevru. Da to upočasni IDF, ker smo vajeni neke vrste prevlade na bojišču, kjer je miselnost taka: jaz vidim sovražnika, on vidi mene.
Sva neposredno drug pred drugim. Ampak zdaj z droni ne gledam več samo neposredno v dvodimenzionalnem svetu. Moram gledati v tridimenzionalnem svetu. Zdaj smo v zelo kratkem obdobju, ko imajo te droni z optičnimi vlakni, recimo, premoč, taktično prednost pred branilcem. V manj kot pol leta, do enega leta, bo IDF našel taktično rešitev, ki bo to rešila. Mislim, da se to že dogaja. Ne obrambno, ampak aktivno, ne pasivna ograja, ki že pomaga, ampak aktiven obrambni sistem z laserji in številnimi drugimi tehnološkimi rešitvami. V zgodovinski vojaški tehnologiji je vedno neravnovesje. V drugi svetovni vojni ni bilo obrambe. Tanki so bili zelo taktično zaščiteni, oklepljeni proti izstrelkom, vendar niso bili zaščiteni proti ničemur drugemu. In vedno obstaja neravnovesje. In tako je število žrtev izhajalo iz pomanjkanja zaščitnih ščitov ali sistemov Iron Dome v drugi svetovni vojni. Danes smo v drugačnem neravnovesju. Spet je taktično. Je pretirano poudarjeno. To dejansko odraža celotno drugo strategijo. Če manevrirate s četami znotraj Libanona, izraelske obrambne sile napovedujejo število žrtev med 500 in 1500. To so povsem drugačne številke. Zdaj zasedamo južni Libanon, manevriramo znotraj in zavzemamo ozemlje z manj kot 10 žrtvami. Nobenega od njiju ne podcenjujem. Zdaj gre za taktično grožnjo. Našli bomo rešitev. To ni strateško vprašanje. V redu, cenim, da ste to postavili v pravi kontekst. Želim se zdaj osredotočiti na izraelske napade, ki jih na srečo izvajamo bolj intenzivno v zadnjih nekaj dneh. Preden govorimo o mednarodnih naslovnicah, kaj se je spremenilo? Mislim, zdi se, kot da smo prešli neko vrsto praga. In predsednik vlade, veste, je zelo odločno povedal, da se bomo borili do konca. In mislim, da to daje veliko upanja ljudem, minister za obrambo, načelnik generalštaba. Zdaj smo izdali poročila v dolini Beka, drugih območjih, mestu Mačgara, ki ste ga verjetno že obiskali, da ljudje, veste, evakuirajo mesto. Kaj se je spremenilo v zadnjih nekaj dneh? Torej moramo se zavedati, da smo v premirju. Ljudje pozabljajo, ampak zdaj smo v dodatnem 45-dnevnem premirju med Izraelom in Hezbolahom, kar je kot novorek leta 2026. Ampak ker je premirje, pa streljanje ni prenehalo. Ja, vsak dan so recimo oboroženi spopadi med operativci Hezbolaha in IDF. Zdaj je IDF omejen. Ne manevriramo, kot bi si želeli zaradi premirja, ampak smo popolnoma v ofenzivi, da preprečimo napade Hezbolaha na nas. In izvajamo taktične napade. Kaj se je zgodilo v zadnjih nekaj dneh? Hezbolah je začel napadati mesta znotraj Izraela in pošiljati nekaj dronov na jug. Tako je zdaj IDF rekel, ustavite se, odgovorili bomo na to, bomo povrnili udarec. To je igra, dogajata se dve ravni. Obstaja strateška diplomatska raven in taktična raven vojakov ali pa raven operacij bataljona oziroma brigade. Tisto, kar IDF počne zdaj, je čiščenje vsega, kar danes nadzoruje. In vsa mesta, ki jih danes nadzorujemo, čistimo. Čiščenje pomeni iti od hiše do hiše, uničiti vse, kar je treba uničiti, najti strelivo, pregledati odprta območja, kjer imajo tunele in podobno. V grmovju in v gorah imajo skrite jame, po katerih se gibajo in so si jih zgradili kot podzemna mesta znotraj območja. IDF to čisti in izkorišča čas, ki ga ima zdaj. Ampak IDF razume, da bo ostal v južnem Libanonu in sistematično napreduje proti severu. Kaj se je zgodilo v zadnjih nekaj dneh? Povedali so mestom okoli Tira, ki je na severozahodnem delu južnega Libanona, kjer reka Litani teče v morje, kjer se sreča s Sredozemskim morjem. Biblijsko gledano lahko rečemo, da je to eno najstarejših pristanišč na svetu. Od tam prihaja Hiram iz Tira. Tir, točno tako so že pred nekaj dnevi napovedali, da morajo mesta okoli Tira biti evakuirana in tam so začeli napadati. To pomeni, da se pripravljajo na premik IDF iz Ras Bajade, ki je južno od tam, proti severu, proti Tiru. Ocenjujem, da bo v naslednjih 2-3 mesecih IDF nadzoroval Tir. Poglej, zdi se mi, da je Iran trenutno zagotovo zainteresiran za zaostrovanje razmer v Libanonu.
Vodi pogovore in pogajanja z Združenimi državami Amerike in jasno želi, večkrat ponavlja, da želi, da je Libanon del dogovora z Združenimi državami. Želi ju povezati. Izrael, glede na poročila medijev, poskuša to ločiti in reči predsedniku Trumpu, da to ni mogoče. In zdi se, da predsednik Trump, upajmo, razume, da Izrael ne more biti ne moremo ostati pri istem statusu quo z nasprotnikom, v bistvu Iranom na naši severni meji. Ampak Iran močno pritiska, to ponavljajo znova in znova. In zdi se mi, da upajo, da bojo ZDA na koncu rekle, da bo to prelomna točka v pogajanjih. In potem se lahko obrnejo in okrivijo Izrael, da je torpediral pogajanja. Kakšno je vaše mnenje o tem? Torej, najprej se pogovorimo o pogajanjih z Iranom. Slišim veliko pogovorov, od Teda Cruza do skoraj vseh komentatorjev na Fox News, CNN, v Izraelu, pri Abedu in povsod, da Trump izgublja kompas in popušča v pogajanjih. S tem se ne strinjam. Mislim, da Trump vodi zapletena pogajanja in ima tweet, mislim, da iz leta 2020 ali nekaj takega, kjer pravi, da Iran nikoli ni zmagal vojne in nikoli ni izgubil pogajanj. In Iranci, njihov strateški cilj je preživeti. In kot sva razpravljala v enem izmed najnih podcastov, je zelo težko doseči spremembo režima v državi, kot je Iran, ki ima režim, ki že 40 let močno in brutalno nadzoruje svoje prebivalstvo. Mislim, da Trump vodi pogajanja in da je njegov pogled veliko širši od najnega. On je in moral bi prebrati knjigo Umetnost dogovora, kjer razloži, kako razmišlja o pogajanjih. Dejstvo, da je od Katarja in Saudske Arabije zahteval, naj se pridružita Abrahamovim sporazumom, je še ena poteza znotraj pogajanj. Vprašanje pri pogajanjih je, ali je čas na tvoji strani ali na strani nasprotnika. V kratkem času je bil na strani Irana. Zdaj je na strani Amerike. Rešil je problem s Kitajsko. Pred njim so vmesne volitve. Mislim, da je pri vmesnih volitvah manj pomembno, kaj se dogaja v Iranu, razen cen goriva. In na koncu potreba, da na koncu izpade kot zmagovalec. In tam je edina težava Hormuška ožina. To je glavna težava. Mislim, da je Libanon stranska zadeva in ena od točk na dnevnem redu, vendar ni osrednja. Ali si Iranci želijo nadaljevati pogajanja? Odgovor je zagotovo da. Zdaj, Zakaj? Če jih dušimo ekonomsko, zakaj jih to zanima? Zdi se, da so vsak dan ali teden šibkejši. gre za to, da iranskemu režimu zdaj pretita dve grožnji. Obstaja notranja grožnja in zunanja grožnja. Takoj, ko dejansko izvedeš svojo zunanjo grožnjo, kar smo storili z Ameriko, odvrgli smo na desetine tisoč ton streliva na vse pomembno v Iranu. Tako da zdaj nimajo ničesar. Ampak problem je, da nimajo ničesar za izgubiti. Tako da danes za Iran ni prave grožnje, razen ene, uničenja civilne infrastrukture. Voda, razoljevanje, elektrika, energija, vlaki, vse, kar je civilno, kar bi Iran pahnilo nazaj v kameno dobo, česar pa ne bi imeli finančne zmogljivosti, da bi ponovno zgradili. To bo na koncu omogočilo prebivalstvu, da se jim upre. Prvotni načrt je bil, da bi Amerika in Izrael izvedla zračni napad, vojaško operacijo, nato pa bi se prebivalstvo uprlo in prevzelo oblast. Kar se je zgodilo, je bila časovna težava. Saj se je upor prebivalstva začel pred vojaško operacijo. Tako se je vse obrnilo. In potem so tisti protestniki januarja 2026 izgubili vse vodstvo. 40.000 ljudi je bilo ubitih, 40.000 ranjenih, 40.000, predvidevamo, da so te številke pravilne, torej so izgubili vodstvo, torej ni prave notranje grožnje. Tako se je kinetična operacija končala brez kakršnekoli diplomatske sile, ki bi se pridružila od znotraj. Torej je Trump v zadnjih nekaj tednih poskušal sprožiti notranjo vstajo, da bi Kurdi prišli, in o tem je govoril, vendar se to ni nikoli zgodilo, ker je režim močan in brutalen. Ni mu mar, ne zanima ga. Internet je zaprt. Nimamo pravih informacij o tem, kaj se dogaja znotraj. In zaradi tega so prestrašeni. Torej je Trumpova strategija zdaj ali uničiti vso infrastrukturo,
na kar sta IDF in ameriška vojska pripravljena, tako bodo izgubili režim, ker nimajo ničesar, ljudje pa bodo protestirali in se uprli proti njemu. In na to silo prevzeti Hormuško užino. Šibki del te grožnje, in Iranci to vedo, je, da Trump noče biti Bush. To pomeni, da noče imeti vojakov na terenu. Verjamem, da bo moral na koncu iti tja in imeti vojake na terenu, vsaj na severnem delu Hormuške užine, morda na otoku Karak. Ampak to je to, ne pa vstopiti v Iran, da bi prevzel prebivalstvo ali nadzoroval kaj takega. Je zapleteno. Na tem območju je veliko prebivalstva. Ampak sinoči je bil napad, ki so ga odbili pred napadom iranskih mornariških enot. Pravilno. Pomembno je povedati, da so ZDA napadle raketna izstrelišča in iranske ladje za polaganje min. Torej to v tem času ni pad položaj. Gre za taktično zastojevanje, da bi izčrpali diplomatske možnosti. Ampak Trump igra igro. Če ponovno preberemo umetnost dogovora, vedno balansiraš med uporabo sile ter prijaznim diplomatskim pristopom. In to je prenesel v vojaški svet. Vedno imaš vojaško operacijo, klasično vojaško vojskovanje, vojaško operacijo, nato pa se vrneš v diplomaciji in uporabljaš oba pristopa. A na neki točki mora to pripeljati do odločitve. Kdaj menite, da bo prišlo do prelomne točke in kako bo to izgledalo v tej vojni? Diplomatsko pot in grožnjo z vojaško silo lahko uporabljate le določen čas. Sicer se to spremeni v vojno izčrpavanja. Torej, kaj bo pomenilo prelomno točko? Mislim, da če prav razumem, kako razmišlja Trump, bo to v najbolj nepričakovanem trenutku. V najbolj nepričakovanem trenutku. Načine. Torej, mislim, da bo med pogajanji izvedel operacijo, poskušal bo razmišljati tako, kot razmišlja on, recimo na zelo presenetljiv, nesistematičen način. To je kot prizor iz Botra, kjer postane boter in odstrani vse svoje sovražnike. Kaj bi to bilo? 4. julij. Pomislite na Venezuelo. Morda nekaj takega, spet obstaja tveganje pri tem. Obstaja tveganje, morda teden dni kasneje, vsi so pričakovali, da se bo to zgodilo po srečanju s Xi Jinpingom. Ampak ne pozabite, Trump ne gleda na Iran. Trump gleda po vsem svetu. Zdaj morate Trumpu priznati zasluge. Trump je napadel Iran. To je kot da bi Združene države in Združeno kraljestvo napadli Hitlerja leta 1936. Ni politične spodbude. Nihče ne razume posledic. Če ne napadajo Irana in če bi v Iranu imeli režim v Hitlerjevem slogu z jedrskim orožjem. To je najbolj nepriljubljena stvar, ki jo lahko narediš. Najbolj nepriljubljena odločitev, ki jo lahko predsednik sprejme. To je prava odločitev, ki nasprotuje vsem njegovim nasprotnikom v Ameriki in v Izraelu, ki trdijo, da je njegova osebnost takšna, da skuša ugajati ljudem. Nasprotno, Trump je sprejel pogumno odločitev. Takšnih pogumnih odločitev ne sprejmeš brez pravega načrta, razumevanja posledic in tveganj. Zdaj res verjamem, da je Trump v zadnjih 4 letih ali v prvih letih, ko je bil Biden predsednik, to načrtoval. Bil je pripravljen na to. Premislil je vse možne scenarije. Razume grožnje, razume sposobnosti in potrpežljivost. Mike Durant je danes izpostavil nekaj zelo zanimivega, kjer je govoril o tem, kateri bodo ključni dejavniki, da bo Trump zdaj uspešen. In omenil je 3 glavne stvari. Prva stvar je, ker predsednik, odvisno od tega, ob kateri uri pogledamo Truth Social, pravi, da bi po dogovoru bile dane določene koncesije, določene finančne koncesije. In Mike Durant pravi, da mora biti to dano kot quid pro quo za zelo jasno določene poteze strani Irana. To je prva stvar. Popolna ločitev vseh iranskih posrednikov od pogajanj, tako da Iran ne more več delovati prek teh skupin. In seveda, veste, jedrsko vprašanje. Moje vprašanje za vas je, če bi zdaj prišlo do dogovora, kar je mogoče, dogovora za naslednjih 30 do 60 dni in bi bila sproščena sredstva. Kaj mora Iran konkretno ponuditi, da bi pokazal, da misli resno in da ne izkorišča tega zgolj za ponovno izgradnjo? 2 stvari, ki jo Trump potrebuje od Irana.
Odprtje Hormuške ožine in odstranitev vseh jedrskih komponent ali visoko obogatenih jedrskih materialov, ki jih imajo. To sta dve odločilni točki, ki se jih Trump nikoli ne bo odpovedal. Ostalo ni pomembno. Mislim, da v Trumpovih očeh ostalo ni pomembno. Režim lahko ostane, vidi se, da je v svojih tvitih izraz Iran zamenjal za islamski režim Irana ali Republiko Iran. Oni bojo tam ostali. Tam bodo ostali. To, da pomankanje vode, že pred vojno, pomankanje elektrike, že pred vojno, gospodarske težave znotraj Irana, Uničili so na desetine industrijskih območij, ki so bila del vojaškega in jedrskega programa, zaradi česar so izgubili na 10.000 delovnih mest. so propadla država, ki bo sčasoma razpadla. To je bistvo Trumpovega dogovora. Čim bolj jih oslabiti. Te koncesije so zelo nepomembne. Če je bil cilj imeti sliko Hameneja z belo zastavo, se to nikoli ne bo zgodilo. Če je sanje imeti v Gazi vodstvo, ki bi zdaj dvignilo belo zastavo, se to nikoli ne bo zgodilo. Prav tako se to ne bo zgodilo z Libanonom. Dve ključni točki sta odstranitev jedrskega materiala in odprtje Hormuške ožine ter odprava možnosti, da bi jo sploh zaprli. To je tisto, kar želi Trump. Drugo bo dosegel s pogajanji. Ni pomembno, kaj bodo oni dobili. Večinoma si ne bodo mogli opomoči in sčasoma bodo nastali notranji protesti. Ali misliš, da bi moral Izrael biti s tem zadovoljen? Ja, mislim, da je z izraelskega vidika operacija v Iranu junija in Epic Fury najboljši možni scenarij, ki si ga Izrael lahko predstavlja v vojni z Iranom. Zdaj pa pojdimo nazaj na 6. oktober 2023. Če si predstavljate, da bi Izrael izvedel preventivni napad na Iran in v manj kot 12 dneh uničil vse njegove jedrske objekte, brez žrtev na izraelski strani, z nekaj raketami in balističnimi izstrelki, ki napadajo Izrael, ter z nekaj žrtvami. V primerjavi s tem, kar bi pričakovali, je to presega najbolj drzne sanje kogarkoli. Moramo razumeti, da so to dejstva. Dejstvo, da smo bili tako uspešni, pomeni, da ljudje pričakujejo še več. In spet, kot da so Se navadili na uspeh. točno tako. To je težava. To je bil največji uspeh doslej. Z izraelskega vidika se lahko vojna zdaj konča. Mimogrede, to ni več izraelska vojna. To je ameriško-iransko-kitajska vojna. Hormuška ožina mora biti odprta, da se lahko mednarodne cene nafte upravljajo na kratkoročni ravni za Trumpa. To je to. Izrael je iz igre. Zdaj bomo pomagali Ameriki napasti Iran, če bo potrebno. Ampak zdaj je to ameriška vojna. Ali mislite, da v Združenih državah priznavajo, da je Izrael nekakšen vzhodni ščit za Združene države, ki preprečuje, da bi določene grožnje dosegle obale Združenih držav? Ali menite, da je to priznano ali znano v ZDA? Odvisno, kje v ZDA. Ljudje, ki so strokovnjaki iz vojske, Pentagona, vlade, to zagotovo vedo. Večina prebivalstva je večinoma nevedna glede večine geopolitičnih vprašanj. Američanom ni mar za geopolitiko. Imajo dva oceana na obeh straneh in so zato manj vpleteni v to. Kot so včasih rekli, pomembno je gospodarstvo, kaj ne? Zdaj, postavljanje Izraela kot pomembnega branilca, kot prve linije obrambe Amerike, mislim, da je to še ena napačna predpostavka. Izrael se brani sam. Izrael mora biti zaveznik, zanesljiv zaveznik. Točno tako, kot je Donald Trump zapisal v svojem strateškem dokumentu, ki ga je objavil. Izrael je zaveznik proti grožnjam. Za ves svet. In Amerika kot recimo imperij, ki vodi svet in se postavlja proti alternativnemu imperiju, Kitajski, ter brani trgovske poti. In poskuša sodelovati z vsemi svojimi zavezniki. Ima svoje zahteve, vendar zdaj ne išče več klientov, ampak zaveznike. In Izrael je najboljši zaveznik, ki ga lahko ima Amerika. Mislim, da Hexet in Rubio o tem govorita zelo odkrito. Mislim, da celo Trump to jasno pove. In če govorite s piloti letalskih sil in generali, ki vodijo to operacijo, je še več kot to. Pravijo, poslušajte, to so najboljše letalske sile in vojska, kar smo jih kdaj srečali. Od njihovega znanja, izkušenj in sposobnosti se lahko veliko naučimo.
Če poznate nekaj podrobnosti, je IDF v tej operaciji presegel vsa pričakovanja. IDF ni izgubil nobenega letala, mislim na letala za posadko. Zgubili smo nekaj brezpilotnih. Amerika je izgubila 7 letal v zraku, še nekaj dodatnih na tleh. Strateško gledano, kot rečeno, to ni nič v primerjavi s potencialom. Vendar bi jih lahko večino izgubili zaradi nesreč, mimogrede. Izrael pa je izjemno presegel pričakovanja. In to Izrael znova postavlja v strateški položaj. Vsak, ki želi voditi vojno, kjerkoli na svetu, bo potreboval izraelske vojaške izkušnje, vojaško znanje, vojaško industrijo. Torej, kar si mislijo ljudje na ulici, žal niso obveščeni. To, da ljudje v Pentagonu in tisti, ki sprejemajo odločitve, ni pomembno, katera vlada bo na oblasti. Če to ne bo progresivna, nora vlada v Ameriki, bo morala biti usklajena z Izraelom. Predsednik vlade je govoril, da želi zmanjšati finančno pomoč, ki jo dajejo Izraelu. To je bilo zelo javno v naslednjih 10 letih. Memorandum o soglasju, ki trenutno Izraelu prinaša več kot 3 milijarde dolarjev vojaške pomoči, ki, kot vemo, je porabljena nazaj v Združenih državah in ameriški industriji. In Združene države za to veliko dobijo, saj se proizvodnja na to izvaja v Združenih državah. Ko se to zmanjšuje v istem obdobju, kaj pomeni, ko rečemo, da se bo partnerstvo povečalo, kar pomeni, da želimo biti manj odvisni in bolj v vlogi partnerja? Kako to izgleda? Najprej bodo v Izraelu odprli vojaške baze. Ameriške baze, da. Ameriška vojska ima baze po vsem svetu. Od Južne Koreje do Nemčije, od Japonske do Italije, povsod po svetu, tudi v Turčiji, mimogrede. Edini kraj, kjer Amerika nima vojaške baze, je Izrael. Zakaj je tako? Ker se spomnite, odnos med Izraelom in Ameriko ni bil takšen, kot je danes. Zdaj postavitev vojaške baze v državi ima dve plati. Ker če želite preveriti, da je država na vaši strani, tam postavite vojaško bazo. Katar, Turčija, Emirati, Saudska Arabija. To ni kraj, kjer bi se počutil varno. Amerika Izraelu tako zaupa, da tam ne potrebuje vojaške baze. Raje se pogaja z drugimi državami. Toda dejstvo, da ne more zaupati saudski vojski, obrambnim sistemom Emiratov, katarskim, potem razumete, da je varno zatočišče na Bližnjem vzhodu Izrael. Zato zdaj raje premika vojaške baze, da ima svojo nekakšno veliko letalo nosilko v Izraelu. Ali je to v pripravi? Ne poznam podrobnosti, ampak mislim, da je tako. Če danes pristanete v Izraelu, lahko skozi okno letala vidite, mislim, da je na izraelskem letališču Ben Gurion parkiranih 25 do 35 tankerjev za dolivanje goriva in tam bodo ostale vsaj še nekaj naslednjih mesecev. Izrael je varno zatočišče. Mi lahko branimo svoje zaveznike znotraj Izraela, kar drugim državam na Bližnjem vzhodu ne uspeva. Ampak pogovorimo se o memorandumu o soglasju. Eno področje je, da tukaj zagotavljamo ameriške baze. Da, Kot del partnerstva. ampak je globje od tega. Izrael je pokazal obveščevalne zmogljivosti, prefinjene strategije in zmogljivosti letalskih sil na način, ki si ga Amerika ni predstavljala. Čeprav, če razumete tehnologijo, je naš izraelski F-35 povsem drugačen kot ameriški. Vdiramo v sisteme. To je tako, kot da je to, kar je Izrael naredil, tehnološko in obveščevalno, veliko boljše, kot bi Amerika kdajkoli lahko naredila, kljub temu, da ima Amerika boljše komponente. Naša sposobnost, da te stvari v Izraelu uporabljamo učinkovito, je večja. Torej bo Amerika uporabljala Izrael kot zaveznika, namesto da bi ravnala kot previden klient, ki vzame kar lahko, nato pa druge odrine na stran, ko jih ne potrebuje več. Partnerstvo se bo dvignilo na raven zaveznika. Skupaj bomo naredili veliko več stvari kot danes. Toda na diplomatski ravni je to še veliko več kot to. Biti zaveznik pomeni, da strateško sodeluješ, kot smo to počeli v Iranu. Skupaj se borimo v vojnah. Medtem Izrael tega nikoli ni storil. In Amerika nikoli ni vzela Izraela za partnerja v svojih vojnah. Dejansko so nam leta 1991, ko je bil Izrael napaden iz Iraka med operacijo Puščavski vihar, rekli, naj se ne pridružimo operaciji, da bi preprečili razpad koalicije z arabskimi državami. V Afganistanu so vzeli svoje zaveznike iz Velike Britanije in Avstralije, da so se borili z njimi. Izraela niso vzeli. Izrael nikoli ni bil del tega. Danes pa bodo pričakovanja, da bomo veliko bolj del tega, kar počnemo. Mislim, da bo izraelska vojaška industrija pri tem veliko pomembnejša.
Ampak obstaja še druga plat tega in to je nestabilnost v ameriški politiki. Če nekoliko parafraziram visoke uradnike v Izraelu, kupite danes vse, kar lahko iz Amerike, ker potem, ko Trump zapusti položaj, ne vemo, kaj bomo lahko kupili. Torej, ne gre samo za to, da ne bi več jemali denarja iz Amerike, kar se bo zagotovo končalo. Ne bomo mogli zaupati Ameriki, da nam bo prodala blago, orožje ali strelivo v primeru vojne. Predstavljajte si, da ima Izrael vojno z Egiptom. Čez 10 ali 15 let kar predvidevam, da se bo zgodilo. Vojna z Egiptom, ker muslimanska bratovščina pridobiva moč v Egiptu in številne notranje težave v Egiptu jih bodo spodbudile. In gradijo vojsko, da napadejo Izrael. In predsednik v Združenih državah v slogu Aleksandrije Ocasio-Cortez. Če bodo nadaljavo zaklenili F-35, da jih ne bomo mogli uporabiti za preprečevanje neumnosti, progresivnih neumnosti, za katere je Izrael obtožen. Ali lahko to storijo? Ne z izraelskimi, v redu. Ja, v redu. To je javno znano, ne govorim nič novega. Ampak, če pogledate te zadeve, ja, to je del problema F-35. Torej bo Izrael začel graditi lastne zračne platforme, lastna podjetja za strelivo, tovarne. Tako kot bomo mi, to bomo morali storiti. Moramo najti alternativne zaveznike. Mislim, da je izraelsko-indijsko sodelovanje pomembno. Dejstvo, da je Narendra Modi, predsednik vlade Indije, bil tukaj na dan napada in mislim, da je bil o tem napadu obveščen, vedel je zanj. In kljub temu se je odločil, da pride. To je recimo sprejemanje tega, na kateri strani zgodovine se Indija odloči biti. In mislim, da bo Indija v naslednjih 10-15 letih strateški partner Izraela veliko bolj, kot je danes. Pravkar sem končal Zoom klic z univerzo v Indiji, kjer smo poskušali vzpostaviti, temu pravimo odnos med ljudmi, med Indijo in Izraelom, ker imamo dober medvladni odnos. Do vrstnika. Od ljudi do ljudi, ja. Imamo dober medvladni odnos, imamo povprečen odnos med podjetji, vendar ni pravega stika med ljudmi, med državama, kar bi morali čim bolj graditi. To je del vprašanja, ki ga danes zastavljamo v Čiru. Imamo naše sodelavce za nacionalno varnost. Med katerimi sem tudi sam diplomat. Da. Na srečo, zahvaljujoč vam. In vprašanje, ki ga postavljamo, ponosni smo, da ste eden izmed njih, ampak vprašanje, ki ga tam postavljamo je, kdo bodo zavezniki Izraela čez 15 let. Na koga se lahko zanesete kot na pravega zaveznika Izraela? In recimo, da je to novi Zahod, ker je Evropa končana. Recimo šala, ki jo pripovedujemo v Čijotu, je, da bo Združeno kraljestvo naslednja država, ki se bo pridružila Abrahamovim sporazumom. Morda Francija prej, ampak je odvisno. Prepustil bom naši publiki, naj razmisli o tem. Ja, kdo bo torej in kakšni so parametri, recimo, da je država lahko del tega zavezništva? In mislim, da to poskušamo artikulirati. Torej imamo 4, še vedno delamo na teh vprašanjih, ampak država mora imeti pozitiven trend rodnosti. Ker državi, ki demografsko propada, ne moreš zaupati in se na njo zanesti. Država, ki nima večine muslimanskega prebivalstva ali celo velike manjšine, je tista, ki razume grožnjo muslimanske bratovščine. Torej, Japonska je dober kandidat, Singapur, druge države, ki so močne. Dejansko bi morali imeti podcast z nekom iz Indije, s katerim govoriš, v njem pa bi sodelovali 3 in dobili njegov pogled na nacionalno varnost. Je to mogoče? Da, mislim, da je mogoče. Mislim, da lahko. Pogovoriva se o tem z tako. Herut ima namen razvijati to razmerje z Indijo. Torej najprej na intelektualni ravni zagotovo učenje in krepitev intelektualne ravni. Na intelektualni ravni, kaj ste storili v tej smeri? Zdaj smo začeli navezovati stike z nekaterimi univerzami in analitičnimi centri v Indiji, da bi začeli graditi ta razmerja. Kmalu letim v Indijo in pripeljal bom nekaj Indijcev, s katerimi gradimo sodelovanje in poskušamo skupaj organizirati konferenco. To je poskus, da gledamo naprej, kako bomo zgradili globlje odnose v prihodnosti, ne za zdajšnjo vlado, ampak za bodočimi vladami med obema državama. Vendar ne gre le za Indijo. Če ponovno pogledate parametre, gre za razumevanje grožnje islama in razumevanje nujnosti vsaj demografske stabilnosti. In da vlagate v to, je treba razumeti pomen religije v vaši državi. Sekularne države, ki so se odpovedale Bogu, kot je Evropa, so dejansko izgubile moralno upravičenost za obstoj nacionalne države in imajo nekakšno svojo lastno kulturo.
Zato morate imeti državo, ki je močno zasidrana v svoji moralni identiteti. To je četrti steber. Imeti sposobnost in moralno upravičenost, da se braniš. In to je pravi problem današnjega sveta. To je peščica držav, ki imajo sposobnost in moralno jasnost, da se borijo za svoj obstoj, poleg norih džihadističnih držav muslimanov, ki želijo okupirati in uničiti preostali svet. Le peščica držav to lahko stori. Poglejmo, kaj se bo zgodilo z Brazilijo po volitvah, ker ima Brazilija potencial. Poglejmo, kaj bo naredil Javier Milei v Argentini. Imate nekaj vzhodnoevropskih držav, a na koncu je vprašanje, kje je zahodni svet, ki je za svobodo, in to je še en steber oziroma kriterij za države, ki so lahko del tega. To so države, ki so za svobodo. Singapur, to je treba preveriti. In svet se bo premikal v to smer. In to je zelo dobro vprašanje. Zadnje vprašanje. Govorimo o tem, da imamo moralno jasnost, da gremo v vojno in se branimo. In tudi sposobnost. Sam se boš vrnil v rezervno službo, nazaj v vojno. To bo tvoja, ne vem katera po vrsti, koliko napotitev si imel do zdaj. Izgubil sem štetje, ampak sem že opravil 400 dni. V redu, to je veliko. Mislim, res je veliko. In vodiš ter upravljaš enega najpomembnejših izraelskih think tankov in akademskih centrov. Kamor naj bi šel na sever, domnevno? Kaj misliš, kako bo? Kdaj bo to in kakšna bo po tvojem mnenju dejanska situacija? Torej, proti koncu leta naj bi šel nazaj na sever. Tako so me poklicali. Kje misliš, da boš, kad te bodo poklicali na sever? Ne vem točno, kje bomo dejansko nameščeni, ampak če poskušamo opisati, kam gre vojna, recimo, da obstaja verjetnost, da bo moja enota ali neka enota IDF v vlogi hitre enote. Vidim, kako se IDF premika. Gre na sever. Nadzoruje severno mejo, reko Litani, kot izraelsko severno mejo. Mislim, da bo IDF s časoma prišel tja. Ne vidim, da bi se vojna ustavila. Ne vidim, da bi IDF odnehal in umaknil nazaj na prvotno mejo. Ne vidim, da bi Hezbolah odnehal. Zastoj mora biti tam, kjer je v Izraelu. Ali pa bo prekinitev ognja, prava prekinitev ognja, ne tista iz novih govorov. Takrat, ko bo Izrael stal. Reka Litani, morda celo njen severni del, na nekaterih mestih severno od reke Litani. Uničevanje in umik, vendar z jasno mejo med Izraelom in Libanonom, dokler se Hezbolah ne odloči za predajo. Mislim, Amjad, vsakič, ko govorim s tabo, bom uporabil tvojo analogijo s slamico, ker gledamo skozi majhno slamico. Jaz imam občutek, da vsakič, ko govorimo s tabo, ker se tudi sam lahko ujamem v to, se ta slamica nekako razblini. In stopimo korak nazaj in pogledamo na celotno sliko res izjemnih dogodkov, ki so se zgodili na Bližnjem vzhodu, na izjemen položaj Izraela in tudi na izzive, ki so pred nami. Hvala za tvoje poglede in prispevek. Veselim se, da te bomo spet gostili, morda celo z indijskim sogovornikom, če nam uspe to urediti. Potrudili se bomo po svojih najboljših močeh. Hvala, da ste me ponovno povabili. Tudi vam, hvala.